Torej, za vse, ki ne poznate CSS-a, naj čisto na kratko in poenostavljeno povem, zakaj sploh gre. CSS je torej koda, s katero povemo, kako bo naša spletna stran izgledala. Vsaka tema v WordPressu ima svoj CSS. In ta CSS pove, kako bojo posamezni elementi postavljeni in kako bojo vizualno izgledali. In če želimo to temo nekako prilagoditi še dodatno svojim potrebam, lahko to naredimo ravno z CSS-em. In CSS-a nikoli, ampak res nikoli ne vstavljamo v osnovne file teme oziroma v source file. Zakaj ne? Zaradi tega, ker pri posodobitvah se nam ti fajli prevozijo, kar pomeni, da izgubimo čisto vse spremembe, kar smo jih dodali. Tako, smo že v sami nadzorni plošči. Zdaj, kam in kako vstavljamo CSS, sta v bistvu dve možnosti. Ena je, da gremo pod videz, prilagodi, in glede na posamezno temo, ki jo uporabljamo, je ta poimenovanje lahko mogoče malo drugačno. Običajno je pač neki dodatni CSS, kjer imamo polje, kamor lahko vstavimo ta dodaten CSS, ki se potem pri posodobitvah ne povozi. Zdaj, če imamo prilagoditev za posamezno temo nekoliko več, potem lahko naredimo tudi child temo. To poenostavljeno pomeni, da gre za osnovno temo, v kateri naredimo še svojo nadtemo, v katero zapišemo vse spremembe, ki jih želimo na izbrani temi. To je pa vse za ta video. Upam, da so ti videi všeč, in če so ti, te vabim, všečkaš najprej ta video in se naročiš na moj YouTube kanal. Se vidimo naslednjič. Čau!